Ni šlo samo za zbiranje besedil in stik s besedilodajalci, ampak smo skupaj z ekipo z Inštituta Jožef Štefan in z ekipo z Anebisa besedila tudi označili. In pa še nekaj je bilo zelo pomembno. Stik s Fido Plus je bil prej nekoliko omejen zaradi konkordančnika in vmesnika, v katerem je Fido Plus delovala. In smo se kar hitro odločili, da je treba te stvari spremeniti, zato da bi korpus lahko preiskovalo, gledalo, po njem iskalo odgovore na razne jezikovne dileme zelo različno število uporabnikov. V tem smislu smo naredili tudi nekaj analiz uporabniških potreb, veliko razmišljali o uporabnikih, do podrobnosti v smislu, katera barva, kakšen iskalnik, kakšna je izkušnja s siceršnjimi spletnimi vmesniki, ki jo lahko prenesemo tudi sem, zato da privabimo, kot rečeno, različne uporabnike, različne profile in vsekakor ne samo jezikoslovce.